Kaj pomeni Trumpova kriptotišina? V drugih novicah pa tudi rekordna vrednost švicarske kriptoveli. Italijanski energetski gigant uvaja tokenizacijo sončnih panelov in na kriptotrgu so se pojavili lažni Trump in Melania kriptokovanci. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Donald Trump, sveže imenovani predsednik ZDA, je prvi dan svojega mandata ostal tiho glede kriptovalut, kar je povzročilo mešane reakcije na trgu. Kljub upanju na hitre poteze, povezane s kriptovalutami, je Bitcoin padel za 6%, potem ko je dosegel svoj najvišji vrednostni mejnik pri 108-109 tisoč. Analitiki in vlagatelji ostajajo optimistični glede prihodnjih potez, saj Trumpova administracija uvaja pro-kripto imenovanja na ključne pozicije. Med njimi sta Mark Ujeda kot začasni predsednik SEC in Caroline Pham na čelu CFTC. Jeremy Aller, direktor podjetja Circle, je napovedal, da bo kongres v naslednjih tednih intenzivno razpravljal o regulacijah za kriptovalute. Ja, moram reči, da je bil odziv kriptotrga res zelo zanimiv. Smo ga tudi spremljali v živo in si ga lahko še vedno ogledate. Švica se je svojo kriptoveli uveljavila kot vodilno vozlišče za blockchain in kriptovalute. Vrednost podjetij v tej regiji je leta 2024 presegla 593 milijard dolarjev, med katerimi je 17 postalo samorogov s tržno kapitalizacijo nad milijardo dolarjev. Projekti kot so Ethereum, Cardano in Casper so med največjimi dosežki te regije. Švica je uspela pridobiti 29% vseh evropskih naložb v blockchain industrijo s povprečno vrednostjo naložbenih pogodb pri 5,6 milijona dolarjev. Še posebej izstopajo centralizirane finančne storitve, ki so prejele največji delež sredstev, medtem ko sta NFT in kriptoigre prejela najmanj zanimanja. Kaj pravite, ima Švica bolj ugodno okolje za kriptoprojekte? Komentirajte spodaj. Če so ti naše novice do zdaj všeč, se vsekakor priporočamo za kakšen všeček, komentirajte spodaj in seveda ne se pozabite naročiti na kanal, da ne zamudite svežih novic. Italijansko podjetje Enel v sodelovanju z Algorandom in Konjom uvaja možnost delnega lastništva sončnih panelov preko tokenizacije. Italijani bodo lahko z deljenim lastništvom zmanjšali stroške za elektriko, ne glede na to, kje prebivajo. Ta inovacija združuje trajnost in finančno korist, saj omogoča dostop do obnovljivih virov energije tudi prebivalcem stanovanjskih blokov. Algorand blockchain je bil izbran zaradi svoje stabilnosti, trajnostne naravnanosti in podpore reguliranim digitalnim sredstvom, kar omogoča široko uporabo tovrstnih projektov v prihodnosti. Meni se ta rešitev zdi fantastična in upam, da se bo razširila. Ob Trumpovi inauguraciji je trg preplavil val ponarejenih Trump in Melania kovancev na Solana blockchainu. Imitacije so zbrale kar 4,8 milijonov dolarjev v samo 24 urah, pri čemer so številni vlagatelji utrpeli izgube zaradi rug pull shem. Številni analitiki opozarjajo na tveganja povezana z lažnimi kovanci, ki izkoriščajo trenutne trende in strah pred zamujenimi priložnostmi. Prav tako so se pojavile špekulacije o novih uradnih meme-coin projektih povezanih s Trumpovo družino, vendar uradno potrditve za te projekte še ni. Ja, pri meme-kovancih je vedno treba biti previden. Hvala vam za pozornost in ne se nam pozabiti pridružiti v naslednji epizodi.